Živijo tukaj Valentin, ura je 10. No, včeraj sem pa gledal en zanimiv posnetek oddaje televizijskega intervjuja v hrvaški zelo meni ljubi oddaji z naslovom Na robu znanosti. In tokrat je bil gost oddaje nek moški oseba, ki je menda najbolj svetovno znani breatharijanec. Torej beseda breath iz angleške besede dihanje. Kako bi to slovensko rekli, ne vem, če imamo za to že besedo dihovnjak ali kaj podobnega. Običajno se tudi za to vrstno življenje uporablja besedo pranojedstvo. Torej, ta oseba že 7 let ne uživa hrane in pijače. Torej, ne vnaša nobenih snovi v svoje telo, niti ne pije vode. In jaz sem se z takim načinom življenja, brez vnašanja kakršnihkoli snovi, srečal že pred nekaj leti in tudi sam sem želel to preizkusiti, oziroma sem to preizkusil po knjigi od Jess Mohin, ki je tudi zelo znana pranojedka, čeprav ni to najbolj posrečen izraz, kajti ne gre za jedenje, ne gre za prehranjevanje. Zanimivo je bilo torej poslušati izkušnje tega človeka. No, povezave do tega videoposnetka bom navedel pod tem posnetkom, tako da si lahko pogledate tudi vi ta intervju in več o tej osebi. Kaj me je fasciniralo glede vsega tega? Dejstvo, da dejansko lahko funkcionirajo naša fizična telesa brez vnosa nekih substanc, kajti celotno vesolje je ena celota, vsi smo del enosti in o tem se veliko govori v raznih teh duhovnih krogih. Druga stvar je pa, kako zdaj to doseči, kako preseči naše omejitve. In izkušnja te osebe je bila zelo specifična v tem smislu, da je že pri starosti tam okoli 4 let samostojno, spontano doživela odpor svojega lastnega fizičnega telesa do vnašanja hrane. In specifično je tudi to, da je bil on kot otrok v zelo podpornem in razumevajočem okolju staršev, kajti oče je bil glasbenik, mati pa operna pevka, in ga niso silili za tem, da bi jedel hrano. Se pravi, niso bili v strahu, da bodo posledice njegovih odločitev škodljivo vplivale na njegovo življenje, da bodo ogrozilo njegovo življenje. Torej so mu zaupali in potem je spontano nadaljeval ta postopek osvobajanja od potrebe, da vnaša kakršnekoli substance v svoje telo. Je bil pa ta postopek spontan oziroma postopen. Torej najprej njegovo telo ni prenašalo vnosa hrane, prisluhnil je svojemu fizičnemu telesu in najprej je začelo zavračati grobo, trdo hrano, potem je precej mesecev se prehranjeval samo z sokovi, nato z čaji, nato pa telo niti same vode ni več preneslo. Je začutil izjemno težo že zgolj, ko je popil kozarec vode.
Na vprašanje, kako sedaj njegovo telo dobiva vodo, glede na to, da je telo sestavljeno iz tam okoli 80% vode, je odgovoril, da je v samem zraku že dovolj vlage, da je pač naša atmosfera v bistvu neke vrste voda in da plavamo v tej atmosferi, tako da njegov organizem se je prilagodil na ta način, da je zmožen z vdihom absorbirati vodo iz zraka in zato ne potrebuje več piti. In tudi celice njegovega fizičnega telesa se avtomatično obnavljajo. Zrasli so mu tudi tretji zobje in to je bil tudi zelo boleč postopek. 7 mesecev so mu rasli. Bil je tudi nekajkrat klinično mrtev, za nekaj dni je zapustil svoje telo. To je tudi zanimiv podatek. In vse to, kar on pripoveduje, je zelo fascinantno. So pač določeni potenciali, ki jih lahko dosežemo v prihodnosti. Ta oseba tudi organizira razne 11-dnevne in 21-dnevne te delavnice, doživetja, ko organizira tabore in potem ljudje preizkusijo ta post, ki je zadnjih 3 dni tudi brez vode. Zakaj recimo pri naši skupini Destiny ne propagiramo teh načinov življenja, niti ne propagiramo vegetarijanstva, veganstva in tako naprej? Zato, ker ta oseba je imela zelo specifično življenjsko zgodbo in podporno okolje, da je to dosegla. Če pa pogledamo celoten svet, celotno človeštvo, 7 milijard ljudi na svetu, našo družbo, kapitalizem, denarni sistem, ni to ravno pot, po kateri bi lahko ta trenutek začeli vsi hoditi. Zato pri Destiny razvijamo metode preobrazbe globalne družbe z razumevanjem, v kakšnem stanju je trenutno človeštvo. Da bi se te rešitve čim bolj dotaknile lahko življenja čim večjega števila ljudi, da je ta postopek transformacije, prehoda v boljšo, manj odvisno družbo bolj mehak, postopen. In zato priporočamo, da vsi izkoristijo ta orodja, tečaje, informacije, ki jih imamo pri Destiny, torej da se najprej začne z postopkom osvobajanja od uma, zaustavljanje misli, sprememba denarnega sistema, družbenega sistema, ekonomskega sistema, da bomo naprej lahko za vse ljudi, za vsa živa bitja, tudi za živali, naprej priskrbeli dovolj hrane, da bomo vsi siti. Torej naprej prvi korak je izkoreninjenje lakote, potem pa se začne postopek izboljševanja prehranskih navad in v končni fazi popolna odprava odvisnosti od vnosa fizičnih substanc v svoje fizično telo. Ampak to je precej dolgoročen proces z upoštevanjem, da nas je 7 milijard ljudi na svetu in še ogromno drugih živali. Zato predlagam, da uporabite te rešitve Destiny, da jih razširjate čim bolj po tem svetu, ker so narejene zato, da se čim bolj učinkovito in čim hitreje doseže preobrazba za globalno človeštvo. Toliko glede tega, lepo se imejte in nasvidenje. Čao.